Živijo v novem podkastu Kaja Hčin, sem z vami, ob meni pa je danes nekdanja misica oziroma nekdanja mis Slovenije in pa vzhajajoča igralka Maja Zupan. Maja, živijo, kako si? Živijo, Kaja, živijo vsem, ki nas spremljate. V redu sem, super sem, sploh zdaj, ko se začenja tole poletje, se mi zdi, da te temperature prinesejo čist drugo vzdušje. Jaz sem rekla, da te za začetek, ti bom dala 5 hitrih vprašanj, pa bova se dotaknili tudi tega poletja, ti pa izber, kaj imaš rajš. Ok. Torej, poletje ali zima? Poletje. Sladko ali slano? Sladko. Mis Slovenije ali igralka? Igralka. Filmi ali serije? Filmi. Petra ali Kiela? Kiela. Wow, tle si me presenetila, sem pripričana, da boš rekla Petra, ker sem hotela s Petro začeti. Zdaj pa lahko začneva s Kielo. Ti si v filmu Gepek, to je bila tvoja prva igralska izkušnja, igrala si Kielo. Daj mi povej, kako si prišla do tja, kako si vse skupaj začel, kakšna ti je bila to izkušnja? Preden sem dobila vlogo Kiele, sem v bistvu začutila, oziroma sem se odločila, da bi se rada sprobala malo bolj v igralskih vodah in vem, da sem imela za sabo milijon in eno audicijo in pač to greš in marsikjer ne dobiš, marsikdo tega ne ve. Pol sem pa enkrat nekje zasledila za to audicijo za Gepek, oziroma Gepek. In se spomnim še zdaj, da je bila v Celju in jaz sem bila na faksu in sem tako rekla, pišu, kakaj pa, če bi šla jaz danes popoldne, pač se malo zapela do Celja, pa iti na eno audicijo. In sem res pol šla in po tistem sem še prav tako mami telefonala in sem tako rekla, mami, po mojem, tole ne bo šlo skozi. Zakaj pa si imela občutek, da ne? Zato, ker sem bila, vem, tam je bilo tako 6-7 ljudi, pa eden izmed njih je bil Matjaž Javšnik in on se me je konkretno prvoščil. Si predstavljam. Na tej improvizaciji noro je bilo in sem bila tako po mojem ful dolg časa noter in ful sem mogla improvizirati in sem rekla, to sem jaz vse zasrala, brez veze, šla sem v shopping pol in sem rekla, ok, pozabljeno. Da si se malo pomirila shoppingov? Ne, pa sem pa dobila mail oziroma klic od Žiga in je rekel, da me je videl v eni vlogi. In takrat je bila zgodba še malo drugače zasnovana, tako da so bili v bistvu v spredju ženski liki in jaz sem bila ful navdušena in sem tako rekla, wow, je to tista prelomnica, ko mi je dobila eno izmed glavnih vlog, bila tako, imela priložnost se preizkusiti v igri. In potem se je vsa ta zgodba z Gepekom dejansko začela, ampak to je trajalo tako 2 leti. Mi smo se vmes dobivali na raznih teh intenzivnih vajah, preizkušali smo se v svojih likih, spoznavali smo se drug z drugim, hkrati se je pa v bistvu razvijal tudi Žiga in njegova zgodba in s tem se je pol v bistvu zgodba ful preoblikovala. Mi smo imeli vmes ne vem, 17 na pamet, zdaj govorim, scenarijev in zgodba je na koncu taka ratala, kot je zdaj pač videti v filmu, z izjemo tega, da je ogromno ženske zgodbe šlo ven, pač zaradi tega, ker smo želeli oziroma je Žiga želel, da ima bolj fokus res na eni zgodbi, da se gledalci pač ne zgubijo, ker je bilo pač fuljenih informacij. Se pravi, to lahko v drugem modelu resnice, evo, pa samo ženska zgodba. Ker ste bili vi bolj stranski del, no? Pa bi mogoče zdaj lahko imeli idejo za Žiga, mogoče? Mogoče pa res. Sicer Žiga zdaj po mojem tako utrujen, da noče slišati o nobenem filmu, ampak ja, mogoče pa res, ja. Koliko si imela pa ti recimo snemalnih dni, koliko je to je polet potekalo, glede na to, da se vse poleti dogaja, koliko je šlo tvojega poletja za to? Vidim, da ste v bistvu zelo optimistični ljudje, ker ne poznate tega v ozadju. V bistvu se je snemal večkrat v letu, enkrat smo snemali tudi, ko je bil ponekod še sneg, tako da smo fajn zmrzovali, nismo v kosu snemali, ogromno smo imeli težav tudi, se spomnim, z mejo, ker nismo mogli dobiti dovoljenja oziroma ful smo se pregovarjali, da smo lahko zaprli dejansko slovensko-hrvaško mejo. Tako da overall sploh ne vem števila dni dejansko, ker je bilo tako vse Razkropljeno. Pa še vmes sem imela vlogo Petre zaigrati in se mi zdi, da je bilo to tako samo eno, meni se zdi, da je jesen neke igre in sam manipuliranja s časom, ki bom zdaj, komu bom več namenila, pa kako se bom enostavno zorganizirala, da vse to Sam ti nisi smela nobenemu povedati, v resnici, da ti to igraš, ali si lahko kjermu zaupala, kako si zdaj ti vsem razložila, nimam časa, ne moram iti s tabo na more, ker delam nekaj.
Moji bližnji so vedeli, zaradi tega, ker ne vem, jaz nimam ekstremno širokega kroga ljudi, oziroma marsikoga poznam, ampak ne govorim pač toliko o osebnih stvarih in niti ni prišlo do take debate. Bližnji so pa seveda vedeli, zato ker smo rabili malo drugega podpirati. Pa ni bilo v bistvu, tudi ti nisi šolana igralka, ampak mislim, da je samo Matjaž v bistvu ta šolani igralec. No? Vsi ostali, dobro, pa ti je mal tudi že v teh vodah več, kot ste bili recimo ostali. Kdo ti je dal največ nekih nasvetov, kdo ti je pomagal, ker nisi vedela, kako reagirati na kakšno situacijo? Ja, tukaj bi omenila še Maxa. Max je šolani igralec. Točno še Max je, ja. Tako, on je delal AGRFT. Kdo mi je dal največ nasvetov? Meni se zdi, da največ je vsem nam koristilo to, da nam je Žiga res dal neko svobodo, pri tem, da smo se lahko sami začutili v nekem liku, pa da smo ga v bistvu hkrati tudi sooblikovali. On je ogromen nekega teksta in ogromen nekih scen pobral tudi iz teh improvizacij, ki smo jih imeli. Mi smo se dobivali po mojem vsak teden in pa smo tam šli malo čez scenarije, malo smo pa tudi improvizirali. Tako da mislim, da je k temu Žiga ogromno pripomogel. Se mi zdi pa, da smo se učili tudi drug od drugega, da smo tudi z energijo skupaj to pač ustvarjali, take like, kot so, in take scene, kot so. In mislim, da je končen izdelek vedno posledica različnih ljudi, različnih energij, različnih situacij, spominov, trenutkov, ko smo jih skupaj preživeli. Ne samo tega, da ti prideš na neko pač lokacijo in poveš tiste 3 stavke in se nasmejaš, zajokaš, kakorkoli, a ne tako, kot na koncu to izgleda. Sigurno imaš ful nekih spominov in ko si gledala prvič film, videla si ga na predpremieri. Kakšni so bili občutki? Prej sem bila face živčna, zato ker ja, to je bil prvič, da sem dejansko film v celoti videla. Nisem vedela sploh, kaj naj pričakujem in moram reči, da sem bila, ampak to je zdaj spet tako, zdaj jaz noter igram, zdaj kar valjda, da bom rekla, da je dober, ampak jaz sem bila ful pozitivno presenečena, zaradi tega, ker sem vedela, da je to, mi smo pač vsi delali za ston. To je bil no budget film. Mi smo vsi delali samo z eno strastjo in pač veš, da nismo imeli ful financ, nismo mogli imeti najboljše opreme in na koncu si pač nisi vedel točno, kaj pričakovati. Vse je temeljilo na nekem medsebojnem zaupanju, pa na ljubezni do ustvarjanja, a nam bo zdaj pač dejansko dober produkt ratal ven, to pa noben ni vedel. Vsi smo upali. In pol moram reči, da me je vsa ekipa od A do Ž, slika me je ekstremno impresionirala, vse kadri, zvok, dinamika med samimi igralci, izbrane scene, humor, ki se mi zdi, da je nek tak specifičen, poseben. Ne vem, meni se zdi, da so se tako kar sestavili vsi delčki idealno skupaj in da je v bistvu produkt najboljši, kot je lahko. Jaz, ko sem ga gledala, sem imela zelo sem se lahko poistovetila s tem, sploh kot moške prijatelje okoli, sem videla kar precej nekih podobnosti. So bili pa v bistvu vsi liki malo tako, ko ne rečem, bolj karikirani mogoče, ali pa res izraziti to, da res nobenega nisi direkt v temu najdu. Kakšen je bil pa tvoj lik? Koliko si ti podobna Kieli? Koliko si se mogla zdaj iz te svoje cone udobja dati? Ja, Kiela, kot sem rekla, pač ta ženska vloga mogoče zdaj ni toliko v bistvu sploh prisotna v filmu in se mogoče malo težje začuti njen karakter. Je pa sicer ena taka sproščena punca, malo taka hipijevska, živi v bistvu v enem trenutku, ne razmišlja o jutri, ne razmišlja o včeraj, pač njo je vseeno, v njeno življenje prihajajo ljudje, odhajajo ljudje. In v bistvu njena zgodba oziroma neka prelomnica, ki jo ona doživi v filmu, je to, da je ta, da spozna, se pravi Jona. On pa ni tako običajen človek, ki pride pa gre iz življenja. On pa v njej pusti neko stvar, neki sprož. In se mi zdi, da to je bilo najtežje prikazati, kako iz ene sproščene, iz ene brezskrbne punce rata, v bistvu, oziroma da spozna neko ranljivo stran sebe. Zdaj povezava z mano, jaz sem bila, kot
ko sem bila mlajša, ne vem, najstnica, sem bila kar precej njej podobna. Sem bila zelo uporniška, zelo taka brezskrbna. Mogoče vseeno malo bolj ambiciozna, vedela sem, kaj hočem, vedela sem, ne vem, približno, katero smer hočem iti v življenju. Ampak to ranljivost pa neko mehko plat, pa kljub temu, da ljudje včasih pravijo, da na zunaj ne zgleda tako, ampak zelo imam noter. In mogoče ni bilo toliko težko, no, se poistovetiti z njo. Zdaj, istočasno si rekla, si pa snimala še Skrito v raju, Petro. In kako je bilo to preklapljanje? Kar naenkrat, rekla si, imela si veliko audicij, zdaj pa kar naenkrat dve stvari za igrati, preklapljanje med liki. Nista si lih, ne vem, kako podobne, kako jih ti vidiš, kako je bila tebi izkušnja v seriji, ker snimanje filma ali pa snimanje serije je pa precej drugače. To si zdaj dala 3 ful dobre in različne izhodiščne točke. Ena stvar je ta, da ko ti začutiš v sebi neko strast, ali pa vsaj jaz sem taka, no, da ko začutim v sebi neko strast, ko vidim, kaj si želim, sem res pripravljena in dam vedno maksimum noter. In meni takrat to sploh ni bilo vprašanje, pač jaz sem dobila 2 priložnosti, valjda, da bom obe izkoristila. Zraven sem imela faks, pa še v službo sem hodila. No, danes, če lahko rečem tisto, otroci ne ponavljajte tega doma. Mislim, da je treba zmerno, da je super, da se človek napne po domače, povedano včasih in da pač da vse od sebe, ampak je bilo kar preizkušnja. Tako se mi zdi, da časovno, energetsko to izčrpa. No, kljub temu, da te hkrati to fila in da se dobro počutiš v vsem tem, se mi zdi, da je to tako bolj za kratka obdobja, da ti to znese. Sem pa veliko od tega odnesla, tako da mi ni niti za 1 minuto, niti za 1 priložnost žal. Kakšno bo pa to preklapljanje? Sploh ne je toliko težko. V bistvu ti tako se prej pripravaš na vse te vloge in točno veš, kakšen kateri od teh likov je. Tudi v službi točno veš, kaj boš počel in dejansko pač prideš tja, rabaš 5 minut zase, da se namontiraš na tisto frekvenco, na katero se rabaš in oddelaš svoje. Še eno tematiko sem imela. Kako je snemanje filma pa serije? To serija je vseeno drugače skoncentrirana kot film, no? Pa tudi daljša je, ne? Ti imaš gepek je 1:40, mislim, da nekaj tacga. Serija pa traja, zdaj jo že kar nekaj časa gledamo, tako da... Tako, ja. Filmi pa serije sem, hvala Bogu, imela na začetku že takoj priložnost videti, se res razlikujejo v smislu snemanja in v smislu priprav. Jaz mogoče v seriji nimam toliko velike vloge, tako da nisem šla čez ves ta proces, ko so ga bili deležni prav glavni igralci. Ampak, če bi se mogla odločiti, ne, med serijo pa med filmom, bi po mojem šla za film, zato ker se mi zdi, da je to bolj tako projekt res velik in se ljudje, po mojem sploh v tujini, res ukvarjajo s tem, da vsak naštudira svoj lik do potankosti. Se mi zdi, da serije vseeno potekajo ful hitrejš in ne vem, se mi zdi, da mogoče nimaš toliko priložnosti spoznati lika, kakor pa pri filmu. Tam pa režiser živi za to. Ti si veliko igrala s Sabino, oziroma največ Sabino Kogovšek, z njo imaš največ nekih scen in v bistvu večina tvoja, no vsaj kar smo do zdaj videli, se dogaja v Ljubljani. Si snemala kaj na morju, si kaj pogrešala to, da bi lahko šla, kako si imela to? Ja, žal sem bila sposobna. To je bilo kar smotno, zaradi ogromno enih igralcev poznam, oziroma so kolegi, ki so igrali pač na morju in sem skozi gledala po storih, ali so mi pol govorili, ko smo se, ne vem, v studiu v Ljubljani srečali, so rekli, ja, mi se imamo ful dober, ko pač snimamo cel dan, pa zvečer malo tako se družimo. Pa nisi šla nikoli pol kar malo tako dol, samo da ste se malo podružili? Ne, nisem šla nikoli tako dol, vseeno sem tudi delala, sem imela službo, tako da nisem mogla pač kar iti na izlet. Sem bila pa v kempu, ko sem snimala videospot za Luka Basija, ki ima v bistvu to naslovno pesem. Takrat sem pa pol videla vso to prizorišče, kjer se cela serija odvija in so res naredili fenomenalno. Tako. Kakšna je pa razlika med snemanjem filma, videospota pa serije? To se mi zdi pa diametralno nasprotje. In videospot in, ne vem, film, serija. Mogoče sta si film pa serija bolj podobna, ker videospot se mi zdi, da je ful bolj skoncentriran. Ti imaš tiste 3 minute, ko se pač zgodba odvije in moraš biti kot igralec ful bolj izrazit. Tako da ne bi rekla, da je to zdaj
igra, tista, ki jo pač jaz dojemam kot igro, kot to, da ti pač najdeš neke občutke vse, pa da to pač nekaj časa premlevaš, pa da imaš čas to izraziti, tam moraš biti pač kar direkten. No? Vsem tam v bistvu samo z izrazom, s telesom pokažeš karakter oziroma lik, ki pa igraš, pa imaš tudi neko besedilo, ne? Tudi to je verjetno razlika. Tudi to je razlika. Čeprav se mi zdi, da dober igralec zna zaigrati tudi brez besed. Tako, da ga res začutiš, da točno veš, kako se počuti, tudi če ne reče čist niti ene besede. In se mi zdi, da to je bila tudi recimo dobra preizkušnja v tem liku Petre, kljub temu, da pač ni neka osrednja igralka, pa ni imela ogromno teksta, se je v njej dogajalo milijon čustev, vsaj tako sem jo jaz dojemala in je bilo v bistvu sem mogla to izraziti kar naenkrat čez neko mimiko, čez neko gibanje telesa. To je bil v bistvu največji izziv. No? Tako, Petra je veliko bolj tako uradna, se mi zdi tudi njen lik je tako, kako je pa ona tebi podobna, ti je bolj kot Kela ali kako ti je Petra blizu? Jaz bi rekla, da je Petra tako diametralno nasprotje mene, kot lahko vidite, ona veliko manj govori. Pa ne, predvsem je zelo tako popredalčkana, se mi zdi ekstremno organizirana, po pravilih. Jaz sem mogoče vseeno malo bolj tako na free, pa bolj komunikativna. Ona se mi zdi pa zelo prestrašena. Tako, ona je dobila to službo pri Juliji in se mi zdi, da prišla je iz nekega okolja, mogoče, ki ni, ne vem, bilo toliko uspešno, ali pa ni bila nikoli toliko uveljavljena. In se mi zdi, da ona zdaj tega res noče izgubiti in ona je pripravljena narediti praktično vse in ona gleda Julijo kot neko boginjo in noče je razočarati, to je njej največji strah. Jaz nisem taka, tako, ne vem, pač imam nekaj rada, ampak ne vem, nisem, da bi šla kar na vrat na nos ali pa da bi bila, ne vem, tako ena taka tiha miška, tam v zadnji več nisem. Jo pa vseeno spoštujem, ker je zelo zvesta Juliji, sicer sama ne ve, kaj se v zadnji dogaja, ne, da najo gledalci mislijo, zdaj velikrat tako ustavijo pa tako rečejo, ja, to si pa ti Petra, ampak ti pa Juliji pomagaš. Ja, to sem ti hotela reči, ker si rekla, da je malo prestrašena. Saj iskreno, če gledamo Julijo, bi se jo vsak malo bal, ker pri njej pa res ne veš, kaj se bo zgodilo. Ja, Julija je kar, ampak zanimivo je to, da takrat, ko sem jaz igrala, jaz nisem vedela celotne zgodbe, tako da v bistvu jaz jo zdaj za nazaj spoznavam. In v mojih scenah se meni niti ni zdela tako strašna, ampak zdaj, ko vidim, kaj ona vse počne, sem pa tako pišu, kaj. Ne bi bila njena tajnica. V tem videospotu, ki sva rekli, o Skrito v raju, da mi povej, koliko ljudi je dojel, da je to namig, da boš ti tudi v seriji. Ker jaz priznam, da nisem. Mislim, da zelo malo. Še enkrat, po mojem, so vedeli to pa sam bližnji, z nobenim drugim sploh nisem komunicirala od teh mojih igralskih podvigih, tako da mislim, da noben ne. So me bili navajeni že od teh videospotov tudi od prej, tako da so po mojem to videli, kot sem pač eden izmed njih. No. Začela si pa v bistvu ti, da greva na začetek tvoje kariere, kot 17-letna punca si zmagala na tekmovanju za Miss Slovenije. Kako greš s 17 leti, si rečeš, zdaj grem pa jaz probati in bom jaz mogoče zmagala. Kakšna je bila tvoja takrat miselnost? A si šla dejansko v zmago ali te je presenetilo? Kako je bilo to? Ful hvala za to vprašanje, drugače, ker se mi zdi, da zdaj po 6 letih, kakor nazaj razmišljam, še nikoli nisem tako sproščeno in dejansko imela priložnost povedati v celoti svojo zgodbo. Ampak jo imam vedno, pol me sam tako, ne vem, nekje me srečajo, pa me vprašajo, pa pol sam nek delček poveš, pa se mi zdi, da je ful škoda, ker nazajamem cele moje izkušnje. Jaz sploh nisem vedela, kaj je to Miss Slovenije. Jaz nisem tega nikoli spremljala, sploh nisem vedela, kaj to pomeni. Jaz sem bila sam, če si predstavljaš, si me poznaš iz Britofa pri Kranju, ena sproščena, preprosta punca, ki je imela ekstremno rada folkloro. Jaz imam ful rada to slovensko kulturo in vedno sem občudovala, ko smo šli na te turneje, kako so tujci vedno podpirali svoje folkloriste. Pri nas je pa to tako, ne vem, neki slabši. Ni toliko mogoče priljubljena zadeva, ne? In jaz sem se ful zavzemala za to folkloro in enkrat se spomnim, da sem bila v bistvu na enem folklornem nastopu za eno podjetje, so imeli neko zaključno prireditev in je bil tam en fotograf.
In pol po tem nastopu pride ta fotograf do mene in tako reče, daj poklič na tole številko, pa mi da vizitko, pojdi na razgovor, ti bi bila res dobra za to. Okay. Pa jaz tako gledam, pa tako njega pač nazaj, who are you? In pol jaz tisto vizitko nekam zataknem, pridem domov in čez 3 dni jaz nekje tisto vizitko najdem, pa jaz grem tako gledati, pa piše tako Miss Slovenije. Pa jaz grem dol do mami, pa tako mami, kaj je to Miss Slovenije? Ja, tako to je neko lepotno tekmovanje, ne vem kaj, to grejo take pa take. Pri meni je bilo pa bistvo, zakaj sem jaz pol dejansko poklicala na to številko, zato, ker se mi zdi, da sem v celem svojem otroštvu in mladosti imela vedno nek tak občutek, kakor da sem bila rojena in da sem odraščala v okolju, ki se nisem dobro počutila. Hotela sem iti ven. In ne vem, tudi že v srednji šoli sem skozi sanjala, da jaz bom šla v Ameriko, pač Amerika. Zdaj, lahko bi bila kjerkoli druga država, sem pač Ameriko, smo vsi dojemali, da je pa to rešiteljica. In se spomnim, da v bistvu sem jaz na to priložnost gledala kot na nek pobeg iz tega okolja, oziroma priložnost, da izstopim iz tega ven in da se preizkusim o vseh stvarih, ki sem si jih želela pač sprobati v življenju. In sem jaz pa res poklicala na to številko in sem se dobila na razgovoru z organizatorko in nov šok, to v bistvu ni več lepotno tekmovanje, ampak je pač nova organizatorka prevzela ta projekt in ga je naredila v bistvu pod sloganom Podpirajmo slovensko in podprimo Slovenijo. In je rekla, mi nimamo več nobenih teh, ne vem, kakšnih fotka, ne vem kaj, to ni na tak način zasnovan, kot je bilo včasih. Jaz si tako vedela, nisem kaj je bilo včasih. Ja. Je rekla, ampak mi delamo tako različne dogodke in izobraževanja na temo podjetništva, na temo turizma slovenskega, ozaveščanje slovenske kulturne dediščine. Ja, jaz sem rekla, pač to je meni z ne vem kje poslano, ne, direkt. Pa ti je bilo jasno, zakaj ti je dal vizitko, ne? Ja, tako je. Plus to, da je bila ena pred mano v Ameriki na svetovnem izboru. In to je bilo meni, tako pač to je pa meni nekdo poslal to vstopnico za v Ameriko. In pa sem jaz v bistvu začela sodelovati pri projektu. In res je bilo tako. Dejansko smo delali v smeri tega, da bi približali Slovencem, da bi v njih v bistvu vzbudili nek patriotizem nazaj, ne? Tako kot je bilo to malo bolj mogoče včasih, in neko ljubezen do Slovenije in neko premikanje v smeri tega, da se Slovenija razvija naprej. No, jaz sem šla pol v bistvu all in, zato ker vsako stvar, ki pač počnem, delam z maksimalno truda in na koncu sem kar zmagala. Pač to je bilo tako, jaz nisem nič pričakovala, imela sem te v bistvu so tekmovalke, mi smo skozi govorili so kandidatke, ker dejansko nismo tekmovali druga z drugo, ampak smo bili na koncu že v bistvu prijateljce. In sem imela ogromno nekih so kandidatk, ki so bile ful bolj atraktivne, ful bolj so za njih navijali in je bila v bistvu, se mi zdi, da dosti šok za vse, da sem jaz takrat zmagala, vključno z mano. Pol sem šla pa pri 17 letih na svetovni izbor. In takrat s tem kronanjem, pa pol čez en mesec sama na svetovni izbor, pa pri 17 pa na Kitajsko, prvič sama na letalo, ker sploh jaz nisem vedela, kje se mene glava drži. Ful preveč enih stvari. Ful preveč enih stvari. Ampak se mi zdi, da to svetovni izbor je bil pa tisti prelomni trenutek, ko sem pa jaz nazaj prišla, iz tega sem bila pa jaz popolnoma drug človek. A če jaz pravim, si ti tam še celo 18 čakala? Tako, je res, ne? Tako. Tako da v bistvu ne praznuje lih vsako 18 v bistvu polnoletnosti na Kitajskem, sploh pa ne na izboru za Miss sveta, ne? Ja, tako. Kaj so pa doma rekli, ker si rekla, da si se odločila za to, glede na to, da si rekla, da je mami ti tudi malo zamahnila z roko na začetku? Če sem čisti iskrena, so pri meni doma dosti vedeli, da tisto, kar se jaz odločim, tisto bom jaz šla. Ja.
Ne vem, niso bili ne ful ja, ne ful ne, sicer podcast, to je v bistvu projekt, ki traja tako 1 leto, oziroma več kot pol leta, no. So videli, da so to res kvalitetne stvari, kvalitetni dogodki, kjer se jaz udeležujem in tako, in da se tudi sama ful razvijam, so začeli ful podpirati. Tako da tle ni bilo nobene panike. Se mi zdi, da je bilo bolj potem, ko sem enkrat zmagala in ko sem mogla iti čez vse te šoke, ker si ti v bistvu izpostavljen, iz danes na jutr in ljudje te zasujejo s takimi in drugačnimi komentarji in ti pri 17 letih, ko ti nimaš v glavi pa niti vse enega stabilne samozavesti ali pa stabilne samopodobe, je to lahko rušilno. In lahko to na tebi pusti take posledice, ki se te držijo cel življenje, lahko sprejmeš take odločitve, ki ti lahko uničijo vse ostale plane v življenju. Tako da se mi zdi, da je mogoče ta skrb kasneje prišla. Kaj se bo zdaj z Majo zgodilo, ko je enkrat prišla v ospredje, ko jo poznajo, a se bo zdaj njej čisto zmešalo, ali bo normalna ostala, ali se bo zaprla, ali se bo zjokala, kaj se bo zdaj z njo zgodilo. No? Tako je bilo. In Maja je zdržala. Maja je zdržala. Valjda. Sem pa imela, no, lagala bi, če bi rekla, da je bilo vedno tako rožnato. Se mi zdi, da tisti šok, ki sem ga doživela, ko sem se naslednji dan zbudila s krono na glavi. In ne samo s krono, ampak tudi z ogromno nekimi krivičnimi komentarji, žaljivkami, pridevniki, ki jih ljudje dajo Miss Slovenije oziroma misicam. Se mi zdi, da to si normalen človek si sploh ne zna predstavljati, kako je to eni mladi punci, ki se pač tako, evo, zdaj lahko imajo priložnost slišati, jaz nisem šla za tem, da bi, ne vem, to je svašta se govori, da bi ne vem kaj počela tam, pa ne vem, da bi bila zmešana. Jaz sem dejansko šla ena preprosta punca v to, zato da bi nekaj ustvarila iz sebe, a ne. Dobila sem pa nazaj, da sem ne vem kaj v zadnji počela, no, čistko. Ne bi šla v detajle, ampak se mi zdi, da ljudje še danes preveč preberejo sam naslov nekega članka, pa pol že obsojajo, pa imajo ogromen zapovedati. In bi bila zgodba, po mojem, predvsem precej drugačna, če bi dejansko se pozanimali, kaj projekt je, pa pol probali pokomentirati. Drugač gledati. Ja, lepo se sliša, ne najlepša v Sloveniji, samo ne reče vsak tako in ponavadi tiste slišiš, večkrat slišiš grajo, kot pa pohvalo, nažalost. Ne? Ja, velikrat je tako. Mislim, prva stvar, ki ti jo reče, je to, da je na ulici 10 lepših. Tako da se mi zdi, da ni bilo, da sploh v zadnjih letih, da ful delajo tudi pri projektu na tem, da se ne reče več, da je najlepša v Sloveniji, ampak da je v bistvu najprimernejša za to, da upraviči ta naslov podpiranja slovenskega. In se mi zdi, da je to prav in jaz mislim, da vrhunsko peljejo ta projekt, da želim jim, da bi dobili čim več podpore tudi strani države, ker se mi zdi, da res veliko tudi doprinese in razvoju turizma in privabljanju tujcev in tako. Res imajo neko kvalitetno osnovo, tako da sam tako naprej, no, jaz bi jim rekla sam tako naprej, ljudje pa rabijo, Slovenci sploh rabijo ogromno časa za to, da sprejmejo neke novosti in da naredijo nek premik v glavi. Pač to se s časom naučiš, da pač ne smeš se s tem ukvarjati. Ti se v bistvu še vedno malo nekako sodeluješ s tem projektom, malo vodiš prireditve, tudi ko si predala krono, si mogla biti tam, pa velikrat sem te zasledila, da si kaj vodila, z modelingom si se ukvarjala. Kako si zdaj s temu, kaj je v bistvu vse to te podprl, kaj je za sabo prinesel to? Če rečeva še malo na kariernem področju, ne samo o tebi. Se pravi, modeling pa povezovanje prireditev. Ja, to sta dve čisto različni stvari. Se mi zdi, da na začetku sem bila zelo osredotočena na modeling, pa prideš do neke točke v življenju, v mladosti, ko se vidiš, da se boš mogel neke odločitve sprejeti. In se mi zdi, da tako v Sloveniji ni pravi trg za modeling oziroma za tisti hardcore modeling. In je bila točka v mojem življenju, ko sem se mogla odločiti, ali zdaj iti za tem modelingom, pa iti v tujino, pa se temu popolnoma posvetiti, ali pač ostati doma, pa se izobraževati, ne. Ker oboje hkrati pač ni bilo združljivo, ne. Ti, če si v tujini, skačeš od ene agencije do druge, delaš projekte vmes, pač za nič nimaš časa. In jaz sem se odločila za izobrazbo in moram reči, da to je bila tako najboljša odločitev do zdaj. Zaradi tega, ker
se mi zdi, da pač vsi vemo, lepota je minljiva, vsako leto, vsak moment prihajajo boljše, lepše ljudi, ki so več pripravljeni narediti za to kot ti. In da staviš celo svoje življenje na to, oziroma celo svojo mladost na to, da boš ti pač modeling delal, ne vem, 5 let, pa boš pol potem nič, oziroma boš mogel začeti iz nule, to se mi je zdelo tako nepredstavljivo za mene. Zdaj bom tako rekla, to zdaj jaz zelo se kritično slišim, ampak to je bilo za mene nesprejemljivo, zaradi tega, ker jaz sem imela doma spisek poklicov, ki jih hočem početi. Okay. In pač, Tega ni bilo vmes. In pa bilo vmes, Ja. bil vmes, ampak zato temu bi se mogla toliko posvetiti, da bi mogla marsikero drugo stvar črtati. Oziroma mogla bi začeti iz popolne nule, medtem, ko bi jaz zunaj skakala od enega projekta do drugega, so ljudje tukaj ustvarjali neke globje odnose, neke povezave, izobraževali so se, pridobivali so neka znanja, ki jih ti v teh letih, za katere si ti v bistvu v teh letih najbolj dovzetana. In se mi zdi, da ogromno zgubiš za to, da bi dobila samo en delček tistega, kar sem si jaz vse želela. Če pa pogledaš po drugi strani za nekoga, ki pa čuti, da je to njegovo poslanstvo, go for it. Pač jaz ne bom komentirala od nobenega in ne bom nobenega kritizirala, nobene življenjske odločitve, ampak za mene to v tistem trenutku ni bilo. In v bistvu ti si ekonomijo študirala, drži, jo še študiraš. Se pravi, kaj je še na tem tvojemu seznamu želja, da ti želiš početi ali pa probati? Zdaj si tudi v igralstvu. Kaj je še tisto, kar bi Maja Zupan rada počela? Ja, moja pot je v bistvu zanimiva. Jaz sem bila najprej na srednji veterinarski šoli. Celo življenje sem pravila, da bom veterinarka. Še danes sem rada živali, pa jih velikokrat zelo pogrešam. Ampak sem pol vmes, ko sem začela kot Miss Slovenije v bistvu delati, pa tudi organizirala sem različne dogodke, pol v tistem obdobju sem videla, da mene v bistvu zelo poslovodenje oziroma biznis, management, delo z ljudmi zanima. In potem sem šla v bistvu ekonomijo študirati oziroma še prej na fakulteto za organizacijske, vidiš, še danes ne vem. V Kranju je, v Kranju, inženiring poslovnih sistemov, to se mi je zdelo tako ful praktično, pa hkrati s poslovnim svetom prepleteno, tako zanimivo področje. Letos sem pa šla na International Masters of Business and Organization, IMB program na ekonomski fakulteti, pa tudi ena izmed najboljših stvari v življenju, ekstremno intenziven program, ampak se mi zdi, da bom lahko od tega ogromno odnesla. In se mogoče nekoč podala v podjetništvo. Nepremičnine me drugače tudi ful zanimajo. Ne bi se pa rada prehitro zaletela, ali pa zagovorila. Se mi zdi, da bom začela tako, da se bom mogoče zdaj poslala v neke malo bolj poslovne vode, mogoče v neko podjetje, kjer so malo bolj profesionalni oziroma, kako bi rekla, vzpostavljeni kvalitetni procesi, da se jaz lahko od drugih učim, potem pa se mi zdi, da bo mogoče čas, da bom začela razmišljati o svojih idejah. Vsekakor sem pa jaz zdaj malo bolj osredotočena na to poslovno plat sebe. No. Ampak igralstvo je verjetno še v nekem planu, sigurno, da boš... Absolutno umetniško ustvarjanje, to ne bo šlo nikoli iz mene in vesela sem za to. Je pa tako, da to so pač projekti, ne? Pridejo pa grejo, pa nikoli ne veš, kako bo. In se mi zdi, da vsem sem malo bolj racionalna glede tega in bi si rada ustvarila neko življenje, kjer bom s to poslovno platjo sebe ustvarjala neko stabilnost, z umetniško platjo sebe bom pa hkrati pač ob priložnostih izražala sebe tudi na tak način. No. Zdaj sem nekje prebrala, midve so drugače zdaj že bivši, ker si me zapustila, so krajanki, hodile sva na isto osnovno šolo, tako da v bistvu se najini hiši sta tako dosti sosedni, ampak nisi več pri nas v Britofu, preselila si se. In tudi slišala sem, da si želiš nekaj v tujino, tako kot si prej povedala. Kaj pa je zdaj s temi plani? Ja, tujina se mi zdi, da bo vedno ostala nekje tukaj noter. Sem se pa včasih iz tega ful bolj gverilsko lotevala. V srednji šoli je bil moj plan, ki je moja mami kap zadela, to, da bom jaz enostavno en dan samo pač kovčke spakirala in jaz bom šla v Ameriko z enosmernim letom in to je to. Pol odrastaš, pa ugotoviš, da v bistvu rabiš še vizo, pa en kubenih stvari, pa da si vseeno ne moreš privoščiti tega, mislim,
lahko pristaneš marsikje, če se greš na tak gverilski podvig. Tako da danes razmišljam bolj, tako da tujina, če mi je namenjena, bo prišla, jaz odprta sem vedno za take priložnosti, mogoče celo v tem poslovni plati sebe, ali ustvariti nekoč nekaj takega, da bomo lahko malo bolj mobilna nasploh v življenju, pa da bom lahko stvari delala iz različnih koncev sveta. Na tak način mogoče danes malo bolj razmišljamo o tujini, malo bolj tako previdno pa zmerno, pa bomo videli malo tudi, kaj življenje prinese, a ne na vrat na nos. Tako, si predstavljam, da si ljubiteljca potovanj, da tudi rada tako okoli. No, kaj je recimo na tvojem seznamu, kaj je bilo, rečva, najlepš, kar si videla, pa bi šla še enkrat, kaj pa je nekaj, kar te še zanima? Pa pustva to, da si bila na Kitajskem poslovno, recimo. Oziroma, kot mis takrat. Tudi kot najtežje vprašanje. Od vsega, kar sem vprašala, je to najtežje. To je definitivno najtežje. Se mi zdi, da svet je tako toliko enih lepih kotičkov je, ki so si med sabo toliko različni, toliko enih ljudi z različnimi kulturami, z različnimi pogledi na svet, da skoraj bi krivico naredil vsem ostalim, če bi zdaj eno državo ali pa en kraj ali pa en narod izpostavil. Se mi zdi, da tujina ni tako, da si ti za mene, še enkrat, ni tako, da bi si jaz delala bucket list, pa zdaj tja moram iti, tukaj tam, v Francijo, kaj je Eiffel stolp, pa tja. Ni. Jaz sem bila vedno tako, tudi jaz, recimo, ko potujem, grem v neko mesto in jaz ne grem teh znamenitosti gledati. Jaz hočem iti v neke ulice, kjer je v bistvu poteka kjer so večinoma ne turisti, kjer so večinoma pač neki krajani, ki živijo običajno življenje tam. Hočeš na čist drug način v bistvu to kulturo začutiti. Tako, da dejansko začutiš. Ker se mi zdi, da tisti, ki si ogleduješ te znamenitosti, tam pač vidiš, pa so super pa fajn, ampak ljudi začutiš pa v nekih kotičkih, v nekih barih, lokalih, ki pač niso znane po celem svetu. In katero državo ali pa kjer kraj bi lahko izpostavila, da zdaj ti ta prvo pade na pamet, da si to začutila? Ne, to bo zdaj ful narobe. To bo zdaj ful narobe. Ne bom nikoli pozabila, tako bom rekla, nikoli ne bom pozabila prizora, ko sem bila v San Diegu, La Jolla, ki je bil sončen zahod, pa morski levi, pa tako družinice morskih levov, pa voda. To je bilo meni, jaz tega prizora ne bom po mojem v življenju pozabila. Ne bi pa izpostavila Amerike. Ne bi šla tja živeti. No. Je bil pa ta prizor eden izmed najlepših. No. Kako si pa s kulinariko v tujini? Si gurmanka, kaj probavaš stvari? Kako si? A si izbirčna ali kako je to? Glede na to, na tvojo postavo, pa misica, ne vem tudi, kaj vse sploh lahko probaš, kaj ne? Jaz jem vse. Sam pekoč ga ne. Proti Mehiki ne bi bilo najbolj. Ne, sem bila drugače v Mehiki, probala sem, ampak ne maram toliko pekočih stvari. Rada pa sprobavam, tako kot pač spoznavaš nove ljudi, sprobavaš hrano in tudi na ta način začutiš njihovo kulturo in njihovo življenje. Mogoče mi tukaj najbolj narobe hodi moj želodec, zato ker imam z njim težave že celo življenje in mi mogoče ne dopušča tega v taki meri, kot bi si želela. Kakšna si pa kot kuharca? Kuhaš sama, se pustiš bolj razvajati? Ne, jaz ful rada kuham. Tudi svoj vrtiček imam. Zdaj sicer v zadnjem letu ali pa letu pa pol nisem nič vzgajala, ker nisem imela enostavno časa. Ampak ekstremno rada in vzgajam zelenjavo, delam zemljo, ker se mi zdi, da me ful tako prizemlji. Hkrati pa imam ful rada, da imam domačo zelenjavo. Pa da pol lahko naredim iz te zelenjave nekaj dobrega, nekaj zdravega. Tako da v kuhinji sem kar domača. No. Pa bi te kdaj lahko videli v Masterchefu? Nikoli ne reci nikoli. Rekla sem, da sem domača, nisem pa rekla, da sem dobra. To je v bistvu kako tekmovanje amaterskih domačih kuharjev. Tako da mogoče... No, mogoče pa res. Pa spremljaš kaj Masterchefa, zdaj vsak dan je poskrita v raju, koliko pa se sploh gledaš na televiziji? Probam se čim več gledati, moji doma so number one fani serije. Odlično. Jih je verjetno več takih, priznam, da nas je več takih.
Masterchefa pa nisem spremljala prav veliko, nikoli. Mogoče zato, ker sem bila vedno preveč lačna po tej oddaji. Absolutno, to moraš imeti nekaj zraven za jesti ali pa nekaj. To moraš imeti, pa ob takih urah, boljš da ne. Ja. Je pa letos ena lušna punca Klara, ki je bila isto sodelovala pri projektu Miss Slovenije, tako da imam plan malo pogledati, kako je njej šlo. Pa se z Klaro poznata? Se poznava, kot si rekla, že sama sem nekaj časa pol še, tudi kasneje po predaji Krone, sodelovala s projektom, tako da poznam kar nekaj punc še pol, ko so bile. Ena izmed njih je bila ona. Kaj bi pa rekla zdaj, ful enih planov imaš, ful enih želja, ciljev, ki si povedala, kaj pa dela Maja, ko je prosta, ko ne vem, ležiš doma na kavču, gledaš v zrak, kaj delaš, ko nimaš nobenih planov v prostem času? A ga sploh imaš? Good question. Če si zdaj predstavljam, da mi nekdo podari en dan brez vsega, brez vseh obveznosti, bi šla po mojem v hribe. Okay. Ful imam rada naravo, ful imam rada hribe. Tudi kužka imam doma, ki je zdaj sicer 15 let star, pa ne more več toliko hoditi. Z njim sem ogromno doživela takih spontanih trenutkov v prostem času. Okay. Drugač pa ja, po mojem, kakšen tak healthy lifestyle varianta dneva. Mal gibanja, mal narave, mal tudi kakšne branje dobre knjige, kaj zdravega pojesti. Drugač pa nič kaj preveč hollywoodskega. Kaj sebe pogledati na ekranu? Kako je občutek gledati sebe? Si se že navadila? Jaz sem zelo samokritična, kaj? Sem pričakovala zdaj ta odgovor. Ja, jaz sem zelo samokritična, vidim povsod prostore za izboljšave in priložnosti za izboljšave, ampak počas. V bistvu se mi zdi, da v zadnjih letih se učim tega, kako biti do sebe malo bolj prijazen, pa se sprejemati v celem procesu razvijanja in razvoja. Tako da mogoče bolj kot to, da se ocenjujem, kako igram, se učim tega, kako sprejemati sam proces in sebe. Ja. Mislim, da si tako lepo zaključila, da se bom jaz tebi na tej točki zahvalila, da si prišla, da si bila moja gostja. Želim ti, da se ti cilji izpolnejo, da bo še naprej toliko polna energije s toliko velikimi cilji in da še naprej uživaš v življenju. Tako da, Maja, hvala. Hvala ti, Kaja. Hvala tudi vam, ki ste nas spremljali in se vidimo in slišimo kmalu.